Hvala za besedo, lep pozdrav iz moje strani. Jaz bi rad nekoliko pojasnil dogajanje na področju črpanja evropskih sredstev, predvsem iz tega vidika, ker se govori o tem, in piše v nekaterih medijih, da je bila dediščina slaba. Jaz moram se to odločno zavrniti, da dediščina torej v koncu našega mandata je bila optimalna v danih ozirih in je bilo delo potrebno tam samo nadaljevati. Zdaj, kar zadeva, vse tega se moram najprej dotakniti stare finančne perspektive. Vi ste dobili gradivo, iz tega gradiva imate recimo realizacijo strukturnih skladov na diagramu. Iz tega diagrama je zelo jasno razvidno, da ko smo mi takrat prišli na začetku prejšnjega mandata, torej oziroma pozeli odgovornost tudi za to področje, praktično črpanja sploh ni bilo. Jaz moram povedati to, da smo mi imeli približno 2 leti zaradi revizij Evropskega računskega sodišča na socialnem področju, na socialnem skladu praktično blokiran sklad, da je 50% tistih sredstev bilo po teh revizijah skoraj nepravilno dodeljenih. Vendar nismo mi se ukvarjali s tem pa tega razlagali javnosti na veliko, pač pa smo se lotili dela, tiste stvari popravili, odpravili in v bistvu na koncu mandata celoti sredstva iz prejšnje finančne perspektive tudi počrpali. V celoti. Vsaj do tistega časa, ko smo imeli to odgovornost torej vodenja te vlade. In tu je že bistvena razlika med prejšnjim načinom dela in zdajšnjim načinom dela. Ker če bi mi takrat odprli te zadeve za javnost, bi ti lahko rekli, ne, 50% je izgubljenih, krivi so drugi, pa mi pa gremo naprej. Ampak ne, mi smo te vse stvari nazaj popravili in uredili in je Slovenija ta sredstva, ki se je padla, takrat tudi v celoti realizirala. Zdaj, kar zadeva novo finančno perspektivo. Tudi po izjavah komisarke, pristojne za to področje Hübnerjeve, pa tudi še po izjavah recimo predstavnikov Evropske komisije, zdaj, ko so bili na obisku, se oni so vedno pri nas, je Slovenija pomenila na področju črpanja evropskih sredstev tako v stari finančni perspektivi, kot v novi finančni perspektivi zgodbo o uspehu. Mi smo bili tisti, ki smo eni izmed prvih izpogajali operativne programe. Mi smo bili, naša država tista, ki je prva, pa ena izmed prvih posredovala velik projekt na Evropsko komisijo, kateri Evropska komisija, govorimo o avtocestah, pa še nekatere druge, tudi recimo odlagališče tukaj, preurejanja odpadkov tukaj v Ljubljani. Prvi smo bili, ki smo tudi izpeljali številne razpise. Od 4,2 milijarde sredstev, ki so na voljo, smo mi v koncu mandata takrat že plasirali, torej skozi razpise ali pa skozi direktne dobritve, ki so tudi možne, približno 1,5 milijarde sredstev. In jaz sem prepričal, da so ta sredstva, vse tista, ki so bila aktivirana, še kako pomagala tudi zdaj v tej času gospodarske krize, da seveda nekatere stvari, ali da je brezposelnost pa še nekoliko manjša. Kar zadeva seveda ocenjevanja trenutnega stanja, kar se tiče črpanja, lahko pogledate seveda podatke finančnega ministrstva. Iz podatkov finančnega ministrstva, čeprav je bilo govora o tem tako imenovanem preboju sredi leta, jaz tega preboja iz teh podatkov ne vidim. Res je, da je imela Slovenija v nekaj mesecih pozitivno neto pozicijo, vendar zato, ker je v tem času bil priliv iz naslova kmetijstva in ker je bil v tem času, v drugem mesecu, priliv iz naslova avtocestov pa iz projekta, ki smo ga že mi posredovali na Evropsko komisijo. V zadnjih 2 mesecih, vse po mojih podatkih, je ta pozicija negativna, moram pa povedati to, ne. Pozicija bi morala biti več 10 milijonov pozitivna vsak mesec, z preprostega razloga, ker od konca obdobja ima Slovenija izpogajanih približno 2 milijardi evropskih sredstev pozitivne neto pozicije. In sve, če želimo torej doseči 2 milijardi konca obdobja, pomeni, da moramo vsaki mesec imeti pozitivne neto prilive. Zdaj smo že pravzaprav skoraj blizu polovice tega obdobja. Do zdaj sicer ni bilo še izgubljenih nobenih sredstev, ne, ker tudi preprosto zahtevkov ni, vendar je pa res, ne, zato ker se drugo leto prvič že izteka pravilo in prospih, da v naslednjem letu, če ne bodo se stvari bistveno spremenile in bistveno pospešile, grozi dejansko v Sloveniji trajna izguba sredstev. Pa nekateri podatki tudi okrog 1 milijarde. No in zdaj še ta program razvoja regij, ki je postavljen zdaj v tem trenutku pod vprašaj. Kar zadeva pa tega programa, jaz moram zelo jasno povedati, ne, tudi v navezavi z mnenjem računskega sodišča, s katerim se v enem primeru niti približno ne moremo strinjati, da so te stvari spravljene korektno, zakonito.
In te stvari so tudi dokazili, mi smo tudi še kot je bila prva revizija za 27 pojasnevali računskemu sredstvu, vendar pač so stali na svojih stališčih. Ne vem zakaj in ne vem, kaj se želi s tem doseči, ker se s tem ustvarja neka negativna slika, vendar je ta program, to je 600 milijonov evrov sredstev, ki smo jih mi v okviru pogajanj z Evropsko komisijo rezervirali za pomen razvoj regij. Ta sredstva so namenjena po regijah in sicer v skladu z indeksom razvojne ogroženosti. Torej, relativno največ sredstev iz tega naslova dobi prav Pomurska regija, je sicer na glavo približno 20krat več, kot pa vsema Slovenija, če primerjamo direktno te podatke, ker je pač indeks razvojne ogroženosti 1:20, približno. Ta program je daleč najbolj transparenten. Ta program ne morejo na birokratskem nivoju seveda onemogočiti birokrati z iskanjem vejic. In če hočete, ta program je v osnovi že tako narejen, da izključuje tudi vsakršno potencialno korupcijo. Zato, ker sredstva so v skladu z indeksom razvojne ogroženosti plasirana na posamezne regije, izpogajani so vsebine, te so zapisane v operativnih programih in te stvari potrebila tudi Evropska komisija. Moram tudi posebej poudariti, da smo kar nekaj časa ta program posebej pogajali z Evropsko komisijo, vendar smo ga na koncu z njimi tudi izpogajali in za njih je to na nek način tudi novost in jih pravzaprav je zanimalo, vse takrat, ko so še z njimi bil v kontaktu, kako bodo te stvari dejansko pravali in kakšni so učinki. In je potrjen, in je verificiran in ta program je tudi akreditiran in vsi postopki so akreditirani. In vsi postopki in vse stvari so bile potrjene na nadzornih odborih. Na nadzornih odborih sodelujejo vsi resorji, sodeluje Evropska komisija in na nadzornih odborih sodeluje tudi Urad za nadzor proračuna in sodeluje tudi Računsko sodišče. Torej, če je že karkoli bilo narobe, če so mislili karkoli narobe, so imeli takrat čas na to upozoriti. Vendar tega ni bilo, ne se da ni bilo, se ni imelo kaj biti, zato ker jaz trdim, da je ta program seveda sigurno uspešen, kvaliteten. In iz tega programa, veste, se pelje iz teh 4 razpisov, oziroma 2 še dodatnih na hrvaški meji, se pelje približno 450 projektov. In če naredimo neko grobo oceno, da recimo na posameznem projektu dela 27 ljudi, potem smo zelo blizu številke 10.000 delovnih mest. In če bi uporabili prakso in bi jo lahko Slovenija uporabili, kot je uporabila Nemčija, bi lahko ste danes imeli par tisoč delovnih mest več, zato ker bi investicije tekle, zdaj pa vse stvari dejansko stojijo. Je pa seveda res, to pa se strenjam. V tem programu se ne more zgoditi zgodba za centri odličnosti. Ko je bilo razpisano skoraj 100 milijonov evrov sredstev in je ves denar ostal v Ljubljani, praktično proti Ljubljani, pa proti tem inštitucijam. Je popolnoma nelogično, da med 60 projekti, ko jih je iz Maribora univerza pravila več kot 20, ni bilo niti enega. Pa se nekdo lahko vprašal v stoju v Mariborske univerze, če me ne vprašate, če niso v stanju pripraviti enega centra odličnosti. Tu seveda to ni možno, zato ker so ta sredstva rezervirana za posamezne regije. V smislu seveda zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki smo ga tudi pripravili v prejšnji vladi. In jaz samo upam, da se bodo končno končale, seveda te zgodbe, veste, jaz nimam prav nobene posebne želje, da moram še po enem letu seveda se ukvarjati v bistvu s tem, zakaj pač več niso dožene, je pa res, da te stvari se spremljam, ker me pač tudi zanimajo. Vendar jaz seveda, ko sem že rekel, upam, da se bodo končno stvari začele odvijati in dogajati tam, kjer je to potrebno. Zdaj, moram še vse podariti to, ta projekt, torej črpanje evropskih sredstev ne zadeva samo lokalne samouprave. Zato, ker služba je ogromno upravljanja, sicer pa so vsebinsko nosilci številna ministrstva in tudi nekatere druge službe in je to pravzaprav odgovornost vlade. In če bo Slovenija izgubila kakršnakoli sredstva, jih bo izgubilo zaradi dela oziroma ne dela te vlade, ne pa tiste prejšnje. Zato, ker tista prejšnja vlada je postorila tisto, kar je bilo mogoče postoriti in na način, da je bilo mogoče stvari pravati. Res je, seveda volitve vedno pomenijo neko motno proces, vendar ta motnja traja zdaj pa že bistveno predolgo. In jaz seveda upam tudi, kar zadeva novega ministra, da bo vzel seveda stvari v svoje roke in da bodo stvari pričele teč tako, kot je potrebno. Zato, ker ta Slovenija ta sredstva pravzaprav nujno potrebuje. Potrebovala je že prej, ko še ni bilo gospodarska kriza, zdaj še pa toliko bolj. Hvala lepa, gospod Žagar.
Besedo predajam gospodu Francu Pukšiču, Francu, da tudi svojega vidika